Živijo, Maja tukaj in jaz bi rada povedala nekaj več o mojih izkušnjah na izmenjavah. Jaz sem iskreno kar zagrabila to priložnost in sem šla 3-krat na izmenjave. Prvič sem šla v Bologno v Italiji na Erasmus Plus izmenjavi za 6 mesecev, potem sem bila v Pragi za 10 dni preko BIP programa in na koncu še v Porto na Portugalskem za 6 mesecev tudi preko Erasmus Plus izmenjave. Ta prva izmenjava je bila zelo lepa izkušnja, ker je bila prva in sem prvič videla, kako je res živeti sam in skrbeti zase in za vse, kar se dogaja okrog tebe. Je bil velik izziv learning agreement, ker nekako sem mogla uskladiti predmete, ki jih imam tukaj, pač tistimi na njihovi univerzi, glede na to, da tudi študiram germanistiko, je to bil velik izziv, da bi lahko našla neke predmete, ki vsaj imajo neko povezavo z nemščino, ampak s pomočjo mednarodne pisarne po Univerzi v Ljubljani, pa tudi njihove mednarodne pisarne v Bologni sem nekako to uspela in na koncu sem imela predmete v angleščini, nemščini in še v nizozemščini. Je pa res, da nisem imela nobenih problemov s stanovanjem, ker sem že imela to urejeno tukaj. In v bistvu to je bil velik plus zame, da ne bi skrbela še za to, ko prideš tja in je velika zmeda, saj ta prva 2 tedna. Kar se pa celotne izkušnje tiče, je pa bilo zelo lušno, zelo fino spoznati veliko ljudi in veliko kultur, spoznati še posebej italijansko kulturo, kar se mi zdi, da je še vedno ostalo v meni in v mojem vsakodnevnem življenju. Potem pa tudi sem spoznala veliko ljudi, ki so mi še vedno ostali v mojem življenju. Sem pa res videla celo Italijo, tudi veliko sem se italijansko naučila, imala veliko italijanskih prijateljev, ki so mi tudi pri tem pomagali in je bilo zelo zanimivo. Ta druga izmenjava, se pravi v Pragi, je bilo pa čisto organizirano iz našega oddelka. Takrat smo v bistvu bili za 10 dni na njihovem faksu, pa tudi so nam uredili še sobe v študentskih domovih, hrano in vse je bilo bolj kot ne podpirano iz mednarodne pisarne in tudi iz njihove strani. Tako da Praga me je zelo pozitivno presenetila, sem prišla tam z zelo nizkimi pričakovanji, potem pa, ko sem stopila na Karlov most, pa v center, sem bila zelo navdušena nad kulturo, nad življenjem, nad to vse, kar imajo Čehi, pa še posebej nočno življenje, ker se mi zdi, da je zelo pomembno pri študentih, da sem bila zelo pozitivno presenečena. Potem pa ta tretja izmenjava je prišla čisto naključno, saj takrat nisem vedela, kaj bi rada delala v življenju, a bi res zelo hitro končala faks, ker sem bila na magistrskem študiju, kaj bi delala pač v akademskem življenju, se pravi, bi kaj nekaj spremenila pri meni in sem se pač prijavila na izmenjavo, da bi dobila več izkušenj. Je prišlo pa čisto naključno, ker sem takrat videla, da res imajo v Portu en predmetnik, ko je samo za nemščino oziroma samo za germaniste, tako da sem se prijavila potem na to in nisem imela nobenih problemov z learning agreementov, pa s predmeti na splošno. Velik izziv je bil pa stanovanje, ker nisem mogla najti dolgo stanovanja, in sem pač našla to stanovanje, ker sem bila tudi do konca. Sem živela s 3 cimrami, sem imela sobo zase in je prišlo res do tega, da čez en mesec pač bomo naredili tak en reunion in bomo malo ohranili te stike in malo obnovili spomine, ki smo jih imeli takrat na Portugalskem in Porto. Kar se pa celotnega mesta tiče, toplo priporočam ljudi, kultura, narava, vse, kar imajo Portugalci in Portugalska, kar ponuja, je izjemno. Finančno gledano pa v Bologni
sem veliko zapravljala, ker je bilo precej dražje kot v Ljubljani, medtem pa ko najemnina je bila dražja v Portu, kar tudi je bila pač minus, ampak tudi plus, ker potem sem dobila pa svojo sobo, sem živela tukaj v centru, pa da tudi sem veliko zapravljala, tudi veliko potovala in sem šla naokrog, celo sem šla sem šla po Madeiro in sem skoraj videla celo Portugalsko, ali pa vsaj dober del Portugalske in potem je tudi tam šel denar, pač v teh študentskih stroških, bi rekla. Potem, ko sem prišla pa nazaj, je bilo tudi velik izziv zame, še posebej, ker sem se imela res zelo lepo na Portugalskem, sem se res počutila kot doma in potem pa prideš nazaj in se moraš spet osredotočiti s tem, kar te čaka. To so obveznosti in vse, kar imaš na faksu in izven faksa in nisi več v tem lepem mehurčku na izmenjavi, ampak si res zdaj v svojem življenju. Tako da to je bilo ena velika sprememba zame in včasih pogrešaš pogrešaš dom, pogrešaš svoje kolegice in kolege, ki te tudi komaj čakajo, da prideš domov in da se spet družiš z njimi, ampak to, kar dobiš pa v tujini, to, kar ti Erasmus ponuja, je čist neki, kar noben ti ne more vzeti in toplo zelo priporočam. Tako da, če si ti tudi taka oseba, ki je radovedna, ki je avanturistična, ki rada potuje naokrog, se le kar prijavi na razpis, ti ne bo žal.